Petje v srcu je zanetje. Najbolj lepo misel pozdrav so vam, spoštovane obiskovalke in obiskovalci v kulturnem domu Franca Pernika Domžala in to predvsem v imenu gostiteljic današnjega večera, to so pevke ženskega pevskega zbora Stane Habe. Prav imeti velike in pomembne osebe bomo danes večkrat omenili, saj današnji koncert dekleta posvečajo spominu na visoko obletnico rojstva ustanovitelja zbora. 16. oktobra 2020 je minilo namreč 100 let od rojstva Staneta Habeta. Zaradi znanih in neznanih razlogov je obletnica minila nekoliko neopaženo. Dekleta so letos maja obiskale potem rojstvo hiša in določijo Habetovih navrhniki. Zato po sprejem so se odružile s pesmijo, porodila pa se ideja, da v šopek današnjega koncerta povežemo dva za življenje našega Staneta pomembna kraja, Vrhniko in Domžale. Zato bomo danes poleg najmlajših in moškega kvarteta slišali tudi mešani pevski zbor Ivan Cankar iz Vrhnike, ker poje tudi gospa Vera Habe, ki je tudi žena nečaka Staneta Habeta. Vsi skupaj, še posebej pa dekleta, se zavedamo, da je potrebno veselje do bitja prenesti na vse generacije, še posebej na najmlajše, ki bodo s programskim ohranjanjem bogatega izročila slovenske pesmi in glasbe iz drugih kultur še naprej gojili to radost. Ker je to možno ohraniti v najrazličnejših oblikah in zasedbah, bomo danes videli zelo pester nabor vokalnih zasedb. Ženski zbor, mešani zbor, otroški in mladinski zbor ter najmanjšo zasedbo danes kvartet. Za klavirjem se bo gostiteljicam današnjega glasbenega večera pridružil krišni skladatelj in svetovalec ženskega zbora Stane Habe in njegov sin Tomaž Habe. Tako, mislim, da smo pripravljeni, dekleta se tudi, pa začnimo 4 skladbami ženskega pevskega zbora Stane Habe. Njihova zborovodkinja je Andreja Polanec.
prvih gostih, ki so pravzaprav domačini. Saj dekletne fante pridno vadijo v prostorih tega kulturnega hrama, v katerem prebiva seveda tudi glasbena šola Domžale. Naj povem, da je pred mano najkrajša najava oziroma pis, ki sem ga dobil za današnje predstavitve, ker so nastopajoči tudi najmanjši od vseh, ki se bodo danes vrstili na tem odru. In prav je tako, saj imajo pevke in pevci največ zapovedati s pismi in svojo simpatično pojavnostjo. Zbor seveda izvekoli doraste in se z generacijami tudi spreminja. Polni mladih umetnikov, pogledajmo si jih,
rokami mladimi. Ki si seveda želijo prebivati in nastopati. Raste tudi njihov zven, ki je otroška nagaju in odseva trdno povezanost v pravo prijateljstva. Tako glasbo bi otroci radi delili z vami. Vsi skupaj se zahvaljujejo, ženskemu bemskemu zboru ostane KV za povabilo in to je to. Ker imate pred seboj koncertne liste, je popolnoma odveč, da bi povedal še, kaj nam bodo otroci zapeli, saj si to lahko preberete sami. Lahko se torej brez bojazni, da bi vam omenil, da so najprej na vrsti pingvini, zatem pa skladba, da kar pomagaš. Nobene potrebe ni niti, da bi poudaril, da je obe skladbi napisal Gregor Vtičar, tako da tih podatkov res ne bom navajal. Na istem koncertnem listu je napisana tudi zboromotkinja, tako da je tudi ni potrebno, da bi jo še enkrat omenil. Zboromotkinja Ana Kalan, pianistka Teja Komar in pevski zbor Glasbene šole Domžale.
so res prišli iz znamenega Oportusa, kakor se je antično poimenovalo Vrhnikov. Če ste preden ste stopili v kulturni dom na parkirišču na nekaterih registrskih tablicah avtomobilov ujeli ladjo, ste verjetno že ugotovili, da gre za ladjo Argo, stare legende in pripovedke o argonautih. Nastanek in razvoj Vrhnika je najtesneje povezan z ladjami in prometom po mirno tekoči in globoki Ljubljanici, ki izvira na širšem vrhniškem koncu kot velika reka iz 11 kraških izvirov. Hkrati stoji Vrhnika tamkaj, kjer je najkrajši in najzložnejši prehod iz Ljubljanske kotline čez Notranjske in Kraške gozdnate planote proti morju. Na poti, po kateri je potoval Jantar z severnih obal proti Južnemu morju in po kateri je prodiral rimski regional in osvajal najvzhodnejše pokrajine takratnega imperija, se mora poznaj tudi Slovan spoprijeti z močvirskim svetom Ljubljanskega barja in sklenitimi klanci gozdnate Notranjske. Prav tam, kjer se nihajo klanci in kjer se odpre spet z reko, ki v mogočnih izvirih privre izpod strmih kraških sten, je na predavinskih in rimskih sledovih na Oportusa zrasel srednjeveških Oberlaibach, kasneje pa današnja Vrhnika. Članice in člani mešanega pevskega zbora Ivana Cankarja Vrhnika so prav tisti, ki nosijo seboj bogato zgodovino, pa tudi pevsko tradicijo. Zbor je bil namreč ustanovljen leta 1988 in je naslednjih dveh vrhniških zborov iz 70-ih let. Zbor na Vrhniki redno organizira mednarodne glasbene festivale, na katerih združujejo društva slovenskih izseljencev po svetu, ki gojijo in ohranjajo slovensko kulturno dediščino ter delujejo pod imenom Ivana Cankarja. V redni program zbora sodijo samostojni koncerti, pevske revije, gostovanja po Sloveniji in mednarodne izmenjave. In ne boste verjeli, zbor se je najdlje podal celo na Japonsko in Podgorovje Ando. Zborovodja Lovro Kron in mešani zbor, ki v sebi nosi ime našega največjega literata, izvolite.
ki je pred vami, je danes resno konkurirala za najkrajšo predstavitev, a so jih pevke in pevci zbora glasbene šole pomagali. Kvartet Grm sestavlja 4 izkušeni, zelo vsestranski glasbeniki, ki v deležu 3/4 prihajajo iz Kamnika, 1/4 pa iz Domžal. Z nami so Gašper, Rok, Matej in Metod. Grm boste sicer največkrat srečali in slišali na nekoliko manj veselih v črnino odjetih priložnostih, a fantje z velikim veseljem priprivajo priložnosti, kot je današnja, ali pa še na še bolj mamljivih, recimo na Podobnicah. Kvartet krasivih pogled je usklajen z glasom, zelo širok program, ne ustrašajo pa se niti solističnih skladb. Danes bodo predstavili živahnim programom, ki se ga izbrali posebej za današnji koncert. Kot omenjeno, so fanti 4, kot se za kvartet seveda spodobi, tako da 4. člana še čakamo. Nabrano prav skrbno in
Zakaj si fantič prišel, da smešal mi glavu? Ko bi jaz tebe ne poznala, srce moje bi mirno bilo. Ko bi jaz tebe ne poznala, srce moje bi mirno Da
Mestni pevski zbor Stane Kapelj, Domžale, je že krepko v 25 letju delovanja. V ustanovi gorejen 20 letih vodi prvovodil vsestranski kulturni delavec Stane Kapelj. Bil tudi častni občan občine Domžale. Mlajša generacija nima več pred očmi sivlasega gospoda, ki je vedno hipel po Domžalah na svojem kolesu. Ni čudno, že dolgo je, odkar je odkolesaril onkraj Mavrice. Kar nas je zrelejših in starejših, pa vemo, da je bil slovenski glasbenik in zborovodja, ustanovitelj in dolgoletni ravnatelj glasbene šole Domžale, tudi med pobudniki pevskega tabora Šentvid, kar 50 let glavno gonilo glasbenega dogajanja na Domžalskem. Imel je posluh in srce za petje in ljudi ter njihove potrebe. Tako je leta 1979 zbral upokojnike z veseljem do pitja in ustanovil zbor, ki ga je vodil 20 let. Osnovno vodilo je bilo in ostaja poustvarjati lepo zborovsko pesem in s tem kulturno bogatiti pevke in poslušalce, ob tem pa povezati različne generacije ljubiteljev petja. Ko je vodenje zbora prevzela gospa Marika Haller, se je dela v isti smeri nadaljevala in bilo v lokalni skupnosti cenjeno in priznano za občinsko obravnostno paketo 40-letnici zbora. Zborovodkinjo gospod Andreja Polanec je zbor dobil novo energijo, a ostal zvest osnovnemu poslanstvu. Dekleta so že pripravljene, da nam podajo njihovo interpretacijo nekoliko sodobnejših skladb. Prav res, te skladb se lotevajo še s posebnim veseljem in na ta način ohranijo svojo mladostnost, zagnanost in motivacijo. Uživajmo. Znova in znova ju
se javljamo z balkona naše dvorane, saj smo prišli do zadnje točke današnjega večera, ki pa bo logistično najbolj zahtevna. Vse nastopajoče moramo namreč spraviti na oder, ali vse v bližino se navrsti skupna pesem vseh nastopajočih. Sam sem se seveda raje odstranil, da ne bi svojo težko pojavil in še težjim karakterjem po nepotrebno smetil odra. Prosim še mešani pevski zbor in ansambel Zvrhnike, da se pridružijo na odru. Da se vse pevke in pevci namestijo. Za ta čas pa so me pevke ženskega pevskega zbora Stane HP prosile, da povem še kaj pomembnega, ker imam res strašen občutek za povedano besedo in sploh ne znam nakladati, da bo predaj čuti brezredno. Sem se res pripravljal, da bo ta čas namiščanje pevk in pevcev, kar se da hidrominil. Želimo vam prijetno varno pot domov, čim večkrat se vrnite na koncert vokalne glasbe, predvsem pa preberite zadnjo stran koncertnih listov, na katerih najdete vse, ki v trenutnem obdobju pomagajo ženskemu pevskemu zboru Stane HP, ki se mu v imenu vseh nastopajočih iskreno zahvaljujem za vso organizacijo in aplavz za vse skupaj prosim. Iz režije sporočajo, da je na odru že vse pripravljeno, zato je na vrsti zadnja napoved. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, oglašam se instruktornega doma Franca Vernika, kjer poteka koncert ženskega pevskega zbora Stane HP z gosti. Pred nami je zadnja skladba, čije razplave niso izvedljive v Brdavuko, vidite tako imenovani zbor služnjev. Motoril profesor Tomaž HP, pred celotnim korpusom pevcem Andreja Palanc. Igral je Matej Pivožič. Prijetno poslušanje in lahko pomoč.